Danes v Pomurskem dnevniku. Spodbuditi mlade, da gredo volit. 3 muraši v 11. kroga. Začetek koledarske pomladi. Svetovni dan ustnega zdravja. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V ponedeljek je v Murski Soboti potekala zabavna debata Evropska unija ni hec, ki poteka v sodelovanju s Skečeholiki. Tam smo se pogovarjali tudi z Manjo Toplak, vodjo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Letos so pred nami nove, tokrat evropske volitve. V Sloveniji se bomo na volišče podali 26. maja, ko bomo izbirali evropske poslance, ki bodo Slovenijo zastopali v Bruslju. Tudi v Pomurju potekajo aktivnosti, da čim več ljudi spodbudijo, da se udeležijo evropskih volitev. Radi bi to zadevo Evropo približali ljudem, ampak na en lahkoten način. Običajno se o Evropi pogovarjajo bolj v kakšnih političnih krogih ali akademskih krogih, to so take resne zadeve, ampak Evropo mi živimo. Vsak dan Evropo živimo tukaj, od teh majhnih stvari, se pogledajte sam tukaj v Pomurju, Prekmurju, koliko je bilo različnih razvojnih projektov, ki so izboljšale kvaliteto življenja ljudi v tem delu. Evropska unija je prinesla veliko ugodnosti, nekatere izmed teh je izpostavila tudi Toplakova. Če pogledamo na zelo konkretne stvari, kot recimo uporaba telefona, roaming, mejavečni, nekoč smo, jaz se še zelo dobro spomnim, sem tudi z teh krajev, kako smo hodili preko meje po banane, po kavo in potem so nas cariniki ustavili in so rekli, imate kaj za prijaviti, in mi smo rekli nič, ampak avto je dišal po kavi. In da se malo na tak lahkoten način pogovorimo o Evropi in upam, da bomo tudi spodbudili še kakšnega dodatnega volivca, da bo šel 26. maja voliti. Med večjimi projekti, ki jih izvajajo, da bi ozavestili ljudi, je tudi turneja Skečeholikov po večjih krajih v Sloveniji. In ena izmed teh velikih projektov, ki jih imamo, je pa tudi turneja Skečeholiki. Obiskali bomo, zaenkrat smo se odločili za 6 krajev v Sloveniji, začeli smo Šmarjem pri Jelšah in nadaljevali pa z Mursko Soboto. In ne vem, morda bomo še kakšen kraj več kot teh 6 krajev obiskali. Slovenija je bila na zadnjih evropskih volitvah povsem pri repu po udeležbi. Še posebej bode v oči podatek, da je na volitve odšlo zgolj 15% mladih. Mladi so se prejšnjih volitev udeležili v zelo nizkem številu, 15% jih je šlo na volišča, kar je zelo zaskrbljujoče, kajti odločajo o življenju, o svojem življenju, o svojem prihodnosti. Ob tem je izpostavila pomemben vidik, ki se ga volivke in volivci še premalo zavedajo. Govora je namreč o zakonodaji. Danes se več kot 70% zakonodaje sprejme na evropski ravni in potem se jo implementira v slovensko zakonodajo. Tako da, ko govorimo o Evropi, o evropski zakonodaji, praktično mislimo na slovensko zakonodajo. In o tem soodločajo evropski poslanci, o katerih pa mi glasujemo na evropskih volitvah. Zato vas, drage gledalke in dragi gledalci, vabimo k vpisu na spletno platformo tokratgremvolit.eu, kjer boste dobili vse potrebne informacije o prihajajočih evropskih volitvah. Znana je najboljša 11-terica 23. kroga v prvi ligi Telekom Slovenije. Po zmagi nad Krškim so se v njej znašli kar 3 nogometaši Mure. Visoka zmaga Mure nad Krškim je poskrbela, da so se v 11-terici kroga znašli 3 muraši. To so Matko Obradovič, ki se je izkazal z obranjem na 11 metrov, Dalibor Jovolašov, strelec 2 zadetkov, Amadej Maroša in strelec 5. zadetka Matic Maruško. 11-terico kroga tako sestavljajo vratar Matko Obradovič iz Mure, v obrambni vrsti najdemo Alena Krajnca iz Aluminija, Matica Maruška iz Mure, Žigo Lipoščka iz Gorice in Marija Jurčeviča iz Olimpije. Vezno linijo sestavljajo Sanin Muminovič iz Aluminija, Aleks Pihler iz Maribora in Rudi Požek-Vancaš iz Celja. Napadalni trojec sestavljajo Amadej Maroša iz Mure, Dario Vizinger iz Celja in Etijen Velikonja iz Gorice. Trener kroga je postal Oliver Bogatino iz Aluminija. Z enakonočjem, ki bo nastopilo danes ob 21:58, se bo drevi začela koledarska pomlad. To je letni čas, v katerem so dnevi daljši od noči in ko se po zimskem obdobju prebudi narava. Letni časi nastanejo zato, ker je Zemljina lastno ozvrtenje nagnjena glede na ravnino, po kateri kroži okoli Sonca.
Posledica tega je, da ob različnih letnih časih sončni žarki padajo pod različnimi koti. Južna in severna polobla Zemlje sta zato različno ogreti ob različnih delih leta. Tako se na severni polobli z marcem začne pomlad, junija poletje, septembra jesen in decembra zima, medtem ko je stanje na južni polobli ravno obratno. Koledarski letni časi niso enako dolgi zaradi neenakomernega gibanja Zemlje, poroča STA. Standardni začetki se sicer zgodijo na 21. marec, 21. junij, 23. september in 21. december. Ti datumi pa se lahko menjajo, tako kot je to tudi ob letošnjem začetku koledarske pomladi, ki se začenja danes 20. marca. Vire pitne vode predstavljajo predvsem podzemna vodna telesa. Vodno telo v Murski kotlini je ocenjeno kot slabo. Vire pitne vode v Sloveniji predstavljajo predvsem podzemna vodna telesa. V Sloveniji jih je 21, ki jih napajajo različna površinska vodna telesa. Za dolgoročno ohranjanje virov pitne vode so zaradi medsebojne povezanosti pomembna vsa, tako podzemna kot tudi površinska vodna telesa. Za 3 od 21 podzemnih vodnih teles, in sicer v Savinjski kotlini, Dravski kotlini in Murski kotlini, ter za večino površinskih vodnih teles, je bilo stanje voda, ki se ga ocenjuje vsakih 6 let, ocenjeno kot slabo, pri čemer je Računsko sodišče izpostavilo pomanjkljiv monitoring globljih vodonosnikov podzemnih voda. Cilj, da bo stanje voda v Sloveniji dobro do leta 2021, po predvidevanjih Računskega sodišča ne bo dosežen, kljub temu, da so ukrepi določeni, a je poročanje o njihovem izvajanju le delno. Dostopni podatki sicer kažejo, da je izvajanje ukrepov slabše od načrtovanega. Računsko sodišče se je po izvedeni reviziji odločilo še za izvedbo nove revizije o uspešnosti zmanjševanja nitratov iz kmetijskih vodnih virov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Ministrstvu za okolje in prostor. Danes obeležujemo Svetovni dan ustnega zdravja, ki letos poteka pod sloganom Pamet v roke za usta in zobe in se osredotoča predvsem na pomen lastne skrbi za ustno zdravje. Ustno zdravje je neločljivo povezano s splošnim zdravjem in kakršnokoli obolenje na področju ust pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Tam pravijo, da sta dosledna skrb za ustno higieno in redni obiski pri zobozdravniku pomemben del zdravega življenjskega sloga. S tem lahko močno zmanjšamo verjetnost nastanka bolezni v ustni votlini in krepimo naše splošno zdravje, piše STA. Karies je najbolj razširjena kronična nenalezljiva bolezen. Njegov nastanek je tesno povezan s prisotnostjo bakterij v zobnih oblogah, ki presnavljajo sladkorje iz hrane v kisline in lahko se začne raztapljanje sklenine. Druga zelo pogosta bolezen v ustni votlini je parodontalna bolezen, ki je tudi povezana z zobnimi oblogami. Na Sobota Info poročajo o tem, da so neznanci prerešetali dom nekdanjega nogometaša Mure. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa bo popoldne zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 8, v Murski Soboti in Radencih 10, v Lendavi pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa bo popoldne zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -2 do 1, dnevne pa od 12 do 13 stopinj Celzija. Petek in soboto bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Topleje bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do 2, čez dan pa od 16 do 20 stopinj Celzija.
Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.